Živijo, tukaj, gled, slon je easy. Jaz tukaj razlagam slon na najbolj easy način. Danes bomo govorili o času. Ampak ne bomo gledali pač ko 5 ali 6 minut, ko bo ta filmček trajal na uro na roki ali pa kjerkoli, ne. Govorili bomo o času pri glagolu. In najpomembnejša stvar o času pri glagolu je tale stvar tukaj. PG-biti. Sliši skoraj tako kot kakšen DJ, ampak ta PG pomeni pomožni glagol biti. In brez tega pomožnega glagola biti bi lahko tvorili samo sedanjik. Ne bi mogli tvoriti še preteklik ali pa prihodnika, ne. Pač vse te oblike bomo pol spoznali, ne, ampak poskušam vam povedati, da če ne bi bilo tega, bi imeli samo to. To ne bi mogli tvoriti in tega ne bi mogli tvoriti, ne. Od tega, ker tale sem pa bom, na primer, to sta glagol biti, ke nam povesta, kdo je hodil in kdaj je hodil, ne. To je primer. Ampak v glavnem, začnimo kar s prvim časom pri glagolu in to je hodim, sedim, stojim, razlagam, snemam. Te vse stvari, ke sem zdajle povedal, se dogajajo zdaj, v tej sekundi, točno zdaj se dogajajo. In to, če bi rekel po pač perfektno zborno slovensko, ne, bi se temu rekli, da se dogaja sedaj. In od tam pride ime sedanjik. To je videti skoraj tako, kot da bi dali sedajnik, samo verjetno, ke so učiteljice to učile v šoli, so rekli, danes bomo spoznali čas sedajnik, pa učitelji, a ne. Pa so verjetno samo vsi nekaj poskočili pa spraševali, ja, kaj. Verjetno ni bilo glih najbolj učinkovito, pa so samo tam NP-je spremenili. To se itak da hecamo, ne. Pol naslednjo imamo tukajle, sem hodil, včeraj sem snemal filmček, sem edital, sem razlagal. Vse te stvari so se že zgodile oziroma se je že zgodilo in to se je že zgodilo v neki preteklosti, a ne. In temu rečemo to, da je preteklik. Pol imamo pa še eno, preden gremo na naslednjo obliko, imamo pa še sem bil hodil, sem bil snemal, sem bil edital. In temu se pa reče predpreteklik. To je to, pač starinska vrsta, ne, malo tako arhaično je uradni izraz, ampak kar poskušam povedati je, da se jo skoraj nikjer ne uporablja, razen v kakšnem lepopisu, pač kakšnih res starejših knjigah ali pa kakšnih knjigah, ke imajo pač res smisel, da imajo take vrste, ne. In pol imamo pa še bom hodil, bom snemal, bom edital, bom razlagal. Te vse stvari se še niso zgodile, se pa bojo zgodile v neki prihodnosti, a ne. In zato se pa temu času reče prihodnik. V glavnem, to je to. Gremo samo še na hitrico skozi, spet. PG-bit je zelo pomemben, tega, ker brez tega bi imeli samo hodil, a ne. Ne bi vedeli, kdo je hodil, a ne, lahko bi on hodil, in ne bi vedeli, kdaj je hodil, ne bi vedeli, če je že hodil, če še bo hodil, če je že bil hodil in tako naprej. Poznamo sedanjik, ke se dogaja vse to zdaj, a ne, oziroma po pač zborno slovensko sedaj se dogaja, torej sedanjik. Sem hodil, se je že zgodilo, a ne, sem snemal, se je že zgodilo v neki preteklosti, zato preteklik. In če bom hodil, bom snemal, a ne, se še ni zgodilo, se pa bo zgodilo v neki prihodnosti in zato se temu reče prihodnik. Pa lahko si ogledate še Glavo gor Nik, a ne, oziroma Glavo gol Nik, a ne, tega, ker je to tudi filmček o glagolu, pa pol še razlago temu filmčku si lahko pogledate. Ful dober filmček je, tudi v Mini-Cityju je posnet. Ampak v glavnem, to je to. Upam, da vam je bil tale filmček všeč. Če vam je bil, se mogoče naročite na YouTube na naslov Lazy ali pa mogoče všečkajte ta filmček. To bi mi ful pomagali in oboje brezplačno. Samo če nočete, pa ni treba, lahko vseeno gledate moje filmčke brez česarkoli od tega. Upam, da se še kdaj drugič vidimo, v glavnem. Lepo se imejte. Čao.